Njihov glavni cilj je bil ustanoviti Belokranjski muzej. Začeli so zbirati muzejske predmete in iskati prostore, kje bi jih lahko razstavili. Ko se je Belokranjski muzej osamosvojil, pa je društvo prevzelo druge naloge, ki jih opravlja še danes. Predvsem je to postavljanje spominskih plošč in drugih obeležij pomembnim zaslužnim Belokranjcem in drugim dogodkom. V njihovi knjižni zbirki pa je šlo 12 knjig. Pomembno jo je obogatil tudi Zvonko Rus, požrtvovalni raziskovalec zgodovine Bele krajine, ki so mu sinoči podelili listino o častnem članstvu v društvu. Društvo po mojem ima zelo velik pomen za Belo krajino, ker opozarja ljudi na pomembne Belokranjce, na pomembne dogodke v Beli krajini. Teh pa je še veliko, menijo v društvu, sicer omejenem s finančnimi sredstvi. Predvsem si v prihodnjem letu 2015 želimo na dostojen način obeležiti 100-letnico rojstva profesorja Jožeta Dularja, ustanovitelja, lahko rečemo, tako Belokranjskega muzejskega društva kot Belokranjskega muzeja. Prav on je namreč okoli sebe zbral somišljenike, ki so začeli tlakovati pot, po kateri društvo hodi že 65 let. Spomine na prehojeno pot so na sinočni slovesnosti obujali ob ogledu starih filmov, ki jih je kot prve filmske zapise Belokranjskega muzeja zabeležila kamera člana društva dr. Janeza Dularja.